Mateja Perpar, Pasje dogodivščine Šnufa in Tace. 3. Mačka. Ob neki drugi priložnosti sta Šnuf in Taca podila mačko. Bilo je zgodaj poleti. Sredi vrta je rasel velik in košat oreh. Nedaleč stran so se na češnji gostili ptiči in zganjali velik živžav. Ptiče je opazila sosedova muca. Hop, in že je preskočila ograjo. Previdno se je ozrla levo in desno in se odtihotapila čez vrt. Urno se je povzpela na oreh in plezala vedno više prav do tam, kjer so se veje oreha dotikale češnje. Šnuf je ravno kopal jamo pod ograjo in ni videl ne levo ne desno, saj je imel gobec do oči v luknji. Taca je dremuckal na terasi. Muca je bila prepričana, da je povsem varna. Uplenim ptiča in se vrnem domov, si je najbrž dejala. Toda to je bil račun brez krčmarja. Prvič, ptiči niso po juhi priplavali, kot se reče. Nenadoma se jih je večina preselila na drugo stran češnje. Kričali so še huje kot prej in zmotili Šnufa pri kopanju. Tudi Taca je odprl oči, se pretegnil in povohljal zrak. Eden od ptičev je tik ob mački strmoglavil proti tlom. Mačka se ni mogla upreti plenilskemu nagonu in tudi ona se je pognala navzdol. Ptič je tik nad tlemi obrnil in zletel nazaj na češnjo. Mačka pa je pristala v travi in zlovoljno gledala za njim. Potem se je ozrla in se naježila. Šnuf in Taca nista mogla verjeti lastnim očem. Sredi njunega vrta je stala mačka, najhujši pasji sovražnik od pamtiveka. Šnuf je zagrčal. Tudi Taca je zagrčal. Mačka je stala popolnoma pri miru, naježena z usločenim hrbtom in z repom nekajkrat besno zamahnila sem ter tja. Šnuf je zalajal in se pognal v napad. Zdirjal je proti mački. Tik preden je prišel do nje, se mu je zazdela nekam velika. Zavrl je in se ozrl, ali za njim prihajajo okrepitve. Okrepitve pa so na mačko pozabile, saj je medtem prišla domov gospodarica s polno košaro živeža. Če je treba izbrati med blago dišečo klobaso in naježeno mačko, odločitev ni težka. Klobasa je slastna in ne praska. Taca je mahal z repom, zavijal z očmi in se priliznjeno valjal po tleh pred gospodarico. Mačka si je malce oddahnila, za vsak primer ji je dlaka še vedno stala pokonci. Šnuf je bil v dvomih. Pogledal je mačko, ki je bila videti precej besna, pa spet Taco, ki je klečeplazil po terasi, dvignil je smrček in povohal zrak. Od klobas se je širil čudovito slasten vonj. Še enkrat je pogledal mačko, ki so ji iz oči švigale strele, se obrnil in počasi z velikim dostojanstvom odšel z vrta. Tudi mačka ni več izzivala sreče in jo je pobrisala, kar so jo nesle noge. Ko je Šnuf pogledal nazaj, je bil vrt prazen. Šnuf je pridrobencljal do gospodarice in ji namenil svoj najmilejši pogled. Si lačen, mali? Je vprašala prijazno. Šnuf ji je pomolil desno taco, kar je počel le v skrajnih okoliščinah. Gospodarica je razumela in mu odrezala zajeten kos klobase.